Je Levica stranka Ljubljane? Ne. Česa ste se naučili od Mihe Kordiša, ki ste ga izključili iz stranke? Da se ne smemo slikati z banano. Obljubili ste gradnjo 20.000 javnih najemnih stanovanj, koliko ste jih zgradili do danes? 2000, obljubili smo jih 20.000 v 10 letih in sedaj, ko smo zagnali sistem, jih bo do leta 2032 tudi toliko zgrajenih. Se vam zdi to veliko do danes? Ja, absolutno. Je Inštitut 8. marec satelit stranke Levica? Ne, me pa ne bi motil, če bi bil, ampak seveda so neodvisna civilna družba. Domen Prevc je lani postavil svetovni rekord v poletih v Planici. Koliko metrov je skočil? To pa se ne spomnim. 254,5 metra. Bi uvedli obvezni vojaški rok v Sloveniji? Ne. Ste za izstop iz NATO? Absolutno. Ste za višanje izdatkov za vojsko? Ne. Je nenačelno, da je Levica proti oboroževanju, hkrati pa ste del vlade, ki je na zahtevo NATO zvišala sredstva za obrambo lani na 2,01% BDP-ja? Ne, kajti NATO nimamo v koalicijski pogodbi, mi vedno glasujemo proti in poleti smo ravno zaradi tega tudi sprožili možnost referenduma o izstopu v NATO. Je nenačelno, da se je Levica pri glasovanju o nakupu Patrie vzdržala glasovanja v smislu podpora z molkom? Ne, ker mi smo bili proti in ravno zaradi nas danes ne nakupujemo partij. Govorim, ko je bilo glasovanje, da ste se vzdržali, da niste glasovali. Takrat mi nismo podprli nakupa in danes tudi Patrie ne bomo kupili ravno zaradi našega nasprotovanja. Nakup je bil samo odložen. Ne? Zakaj vas zapuščajo kadri? Med drugim so 3 vaši poslanci šli k socialnim demokratom. Vam socialni demokrati kradejo kader ali vi ne znate delati z njim? Mislim, da socialni demokrati radi koga povabijo v svoje vrste. Odšli pa so te osebe zaradi svojih osebnih interesov. Ni enostavno biti pri Levici brez zaledja, brez kapitalskega zaledja stricev iz ozadja. Kdo pa ima strice iz ozadja? Ja, morda kakšna druga stranka. Katera pa? Levica ne. Ja, kjera? Vse ostale, ki niso Levica. Levica je prvič v vladi, na nove volitve pa greste skupaj s stranko Vesna. Ali to pomeni, da sami ne bi prišli v parlament? Mi verjamemo v moč povezovanja in na levi strani v stranki Levica in Vesni smo ta korak naredili. Tudi mi verjamem, da bi prišli v parlament. Mi smo stranka, ki je v politiki že 12 let. Bila kdaj opcija, da bi se povezali z SD-jem, če toliko vaših poslancev odhaja tja? Je bila to spodaj opcija? Kar se večino članov tiče, ne. Bi se sestali z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom? Da, če bi to pomenil korak za iskanje miru. Bi obdavčili kriptovalute? Kriptovalute mislim, da bi se morale bolj obdavčiti. Ali trgujete z njimi? Ne. Fotopub in Dušan Smoda je največji škandal v Sloveniji, v katerem so posamezniki iz kulturnih krogov omamljali in spolno zlorabili dekleta. 3 leta od takrat, Smodeju še ni bila vročena obtožnica. Bomo videli epilog, ali je bilo vpletenih preveč pomembnih ljudi, tudi iz kulture? Tega jaz ne vem, jaz seveda zaupam v naše institucije, upam, da bo epilog, upam, da bo kmalu. Sramota je, da po 3 letih še nismo tam. Je plačevanje dolgotrajne oskrbe, preden je ta začela delovati, upravičeno ali ne? Ja, zaradi tega, ker dolgotrajna oskrba je že prej imela določene storitve, s tem ta denar pa gre od prvega do zadnjega evra v starejše. Zvišali ste minimalno plačo na 1000 evrov in podprli božičnico. To je obremenilo nekatera podjetja. Ste za znižanje davka na plačo? Kadar je to v sozvočju pravične davčne reforme, obdavčili bi mogli rente in pa davek na premoženje, potem pa lahko govorimo o razbremenitvi tudi dela, kajti iz davkov plačujemo mnoge javne storitve. Ste Muzej slovenske osamosvojitve ukinili, ker ga je ustanovil SDS ali ker ni imel strokovne podpore? Nismo ga ukinili, šlo je za združitev 2 muzejev. Do te združitve pa je prišlo zaradi tega, ker ne samo, da ni imel strokovne podpore, da so bili vsi proti, ni imel niti zbirke, druge institucije državne pa to že, danes pa imamo odprt arhiv in pa Muzej novejše in sodobne zgodovine. Strokovne podpore pa ni imela celovite prenova Drame. Bo to vaš naslednji projekt? Ste ministrica za kulturo namreč? Strokovno podporo prenova Drame ima, ta projekt traja že od leta 2016. Mi smo ga samo prvi zagotovili za to sredstev. Jaz si želim, da bi stanovalci čim prej pristopili k podpisu dogovora. Mi smo ugodili prav vsem njihovim željam. Je res, da nadomestna lokacija v industrijski coni Litostroj v Šiški nima uporabnega dovoljenja? Pred predstavo naj bi vsaj 5 dni na policijo poročali, kakšne dogodke imajo. Ta hiša je v industrijski coni, ne v območju, ki je namenjeno kulturno-umetniški dejavnosti in kot druge take prireditve morajo za to dati. Ni pa res, da uporabnega dovoljenja za druge dejavnosti nima. Boste spremenili projekt in Dramo raje obnovili v obstoječih gabaritih? Ne.